ten glas veseli zverov gas primli. Včeraj, dnes in na veke Jezus je isti. On grešnike vse dnes tebi betežne vrači. Žalostne rad potolaži dika vojnje mi. Včeraj, dnes in na veke Jezus je isti. Se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Dika vojnje mi. Vojnje mi, se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Nad grešniki se smiluje tebi tiše. Zmadni pred njegove noge i povrni se. On nikoga ne osudi, ki pride k njemu. Vsako mi pravi ne greši, ti miri. Včeraj, dnes in na veke Jezus je isti. Se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Dika vojnje mi. Dika vojnje mi. Se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Kak je jednog zvučenik išao u Emaus, takrat je dnes tu nas oči, poleg nas Jezus. Bliža se že den Gospodnov, pride on po nas. On tisti Jezus, kak je šel od nas. Včeraj, dnes in na veke Jezus je isti. Se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Dika vojnje mi. Vojnje mi, se menja Jezus nikdar dika vojnje mi. Pozdravljeni v imeni našega odrešenika Jezusa Kristusa. Ponovno imamo nedeljsko bogoslužje prenešeno na vaše zaslone domov. Zdaj smo se na to že skoraj navadili, ampak vrlo bi vseeno vsi rajši bili tu skupaj v prostorih cerkve. Zaključujemo prvi celi kering leta 2021. Kako ste ga preživeli? Ste vsi v redu? Osnovnošolci in srednješolci ste ponovno začeli s poukom, seveda nadaljavo. Mi starejši pa se večina smo že vrnili v naše službe. In leko nekako povemo, kaj se po praznikaj začnemo vračati v naš vsak dan. In tudi leko povemo, kaj je pandemija gratela del našega vsakdana. Vsi smo v tom skupaj notri in zato je še kako fejs pomembno, ko se mi kot Božja deca eden drugega
spodbujamo in podpiramo. Se še spomnite, ko za vrstico smo mi kot cerkev dobili za letošnje leto? Luka 12, 2:30. Ne boj se mala čreda, kajti vaš oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Ne boj se cerkev v Nuskovi. Živi Bog, oče je obljubil, kada se za nas pobrigo. Bog se je odločil dati odrešenje ne samo nam v Nusovski cerkvi, ampak vsem v Sloveniji, vsem v sosednjih državah, Avstriji, Madžarski, Hrvaški, Italiji. Bog se je odločil in dal svojega edinorojenega sina za cel svet, za vsakšega posameznika. Samo ko bomo le imeli možnost si priti k njemu v nebeško kraljestvo. Zato, kako sem že prej povedal, spodbujamo eden drugega in se molimo za brate in sestre, kajti Božja deca smo trdnejša v molitvi. Vzemimo se tudi zdaj čas med slavljenjem, slaviti našega Boga in njemu izkazati slavo in čast. Vidite, slavimo ime Jezus, čas, hvalo, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, Izraelov sveti Bog. Vidite, slavimo ime Jezus, čas, hvalo, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, naš Gospod in Bog. Tvoje ime žari nad narodi, ujetnike osvobodi. Tvoje ime moč teme lomi, v imenu tem zmagujemo. Vidite, slavimo ime Jezus, čast, hvala, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, Izraelov sveti Bog. Vidite, slavimo ime Jezus, čast, hvalo, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, naš Gospod in Bog. Tvoje ime žari nad narodi, ujetnike osvobodi. Tvoje ime moč teme lomi, v imenu tem zmagujemo. Pridite, slavimo ime Jezus, čast, hvala, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, Izraelov sveti Bog. Pridite, slavimo ime Jezus, čast, hvala, slavo darujemo. Ti si kralj in vladar vsega, naš Gospod in Bog. Naš Gospod in Bog. Naš Gospod in Bog.
Bog stvarnik vesolja, ustvaril si zemljo, največje delo v meni si storil. Še angeli bi peli o tem, kar si mi dal, ljubezen, ki ne pozna meja. Dviga se besede, ki jih le srce pozna. K tebi, Bog, najlepša pesem gre, ko v časti in slavo srčno pojem ti. Bog stvarnik vesolja, ustvaril si zemljo, obličje tvoja sveti v temno noč. Odkar sem tebe našel, te ljubim, moj Gospod, po tebi moja duša hrepeni. Besede, ki jih le srce pozna. K tebi, Bog, najlepša pesem gre, ko v časti in slavo srčno pojem ti. K tebi, Bog, molitev dviga se, besede, ki jih le srce pozna. K tebi, Bog, najlepša pesem gre, ko v časti slavo srčno pojem ti. 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 Vsemogočni Gospod, nad vojskami vladaš, kar si vse povsod. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo tvoja je slava. Nad vso zemljo tvoja je slava, nad vso zemljo
Blagoslovljeno drugo nedelo toga leta vam želim. Vsem, štiri ste prisotni na tom bogoslužju nadaljavo. Hvala Gospode, kad smo prejšnju nedelu leko obhajali spomin na Gospodovo večerjo, sicer v 6. skupine, ali za vse nas je to bil veliki blagoslov, kad smo leko po dugšom čase pa bili zbrani tu v dome molitve. V preteklom kedne pa smo se po skupinah dobivali na molitvah ob upoštevanju vseh predpisov pristojnih oblasti. Žal so še omejitve, štere nam onemogočajo skupno zbiranje vseh naenkrat v cerkve, zavolo preprečevanja širjanja koronavirusa, ali bojmo odgovorni in to na dveh področjih. V zavzetoj, predanoj molitvi k Bogu, ka bi zaustavil, odstranil tej virus, to nevarnost, in pa z odgovornim ravnanjem ob upoštevanju vseh navodil pristojnih, da ne bi nobeden od nas bil povzročitelj širjanja od okužbe in s tem posledično bi povzročil trpljenja drugim. Dobri Bog, no naj v tom da modrosti in njegovega vodstva. Začetek novega leta, začetek novega časovnega obdobja. Kakšna so tvoja osebna pričakovanja od toga leta? Kakšen je tvoj pogled na preteklo obdobje, na prejšnjo leto, štero je bilo tok načešo od vseh dosedanjih? Vse se menja, ali Jezus je isti. Sporočilo tej pesmi je vzpodbuda za vse nas, tudi za to leto. On se ne menja, on ostaja nespremenjene, njegova ljubezen, njegova skrb za nas še itak traja. In zato se splača držati njegovih obečanj, štere imamo zapisane v Bibliji in nas vsikdar usmerjajo k Jezuše, zavolo toga, ka edino on je pravi odgovor za vsako človekovo pitanje. Posebno je to pomembno zdaj, da z vseh strani grozi nevarnost okužbe. Je pa še ena druga okužba, štera je dosta bolj nevarna od koronavirusa. To je okužba z grehom, štera človeka odpela v večno pogubljenje. Jezus pa je odgovor tudi za to nevarnost. Zavolo toga, ka on je na križi zagotovo večno življenje za vsakoga človeka. On je odplačal ceno odrešenja, da vsake štere v njega vrže, ne da pogubljene, pač pa ima možnost večnega življenja v njegovoj slavi. Zato, dragi moji, se splača odločiti se živeti po navodilaj Svetoga pisma. Splača se v veri sprejeti odrešenje, splača se zavipati Božjim obečanjem zavolo toga, ka u nas so 100% zanesljiva. Splača se strajati v veri. Nagrada je namreč neprecenljiva. No, dobri Bog vsem v tom pomaga. Prejšnji keden smo na uvodnih molitvenih večerih govorili o molitvi Oče naš, o prvom delu tej molitve. Ko pravzaprav je molitev? Zakaj molitev? Nekak je zapisal tak. Molitev je najpotrebna Bogu, pač pa nam, ljudem. Molitev je za mene in tebe osnovna povezava z Bogom. Zato je potrebno k molitvi pristopiti iskreno in pa resno. Apoštol Pavel je na cerkev v Tesaloniki naslovil pismo, poslanje je pismo, štero dava tu navodila glede molitve, štera navodila, ta navodila pa so aktualna tu dnes,
tudi za mene in tebe, tudi v našem času so še kako aktualna. V prvom pismu Tesaloničanom v 5. tale od 16. do 18. vrste imamo tako zapisano. Zmeraj se veselite, ne prenehoma molite, v vsem se zahvaljujte, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. V tom kratkom odlomku je pravzaprav zapisana skrivnost molitve. Človek, štere ima veselje v Kristuše, da ne prenehoma vzdržava tej kontakt z njim in to v molitve. Za molitev je pomemben stav srca, notranjosti človeka, štero mora biti odpreto za Boga. Človek molitve, da se vedno zaveda tudi pomena zahvaljevanja, kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Želeš, dragi brat, draga sestra, biti, ostati v Božoj voli? Boj v molitvi. Kajti molitev, da te držala zasidranoga v Bogu, v Božoj voli. Jezus je v svojem zemeljskem življenju dosta časa posvetil molitvi. To je bila njegova zelo važna tema. On je pravi vzornik v molitvi. Molitev je bila njegova stalna povezava z Očom in dostakrat je bil na molitvi tudi celo noč. Njegovi učenci so verjetno bili večkrat presenečeni, začudeni, da so se oni prebujali, da so oni gor stanjuvali, Jezusovo ležišče pa že bilo prazno, njega več ne bilo na ležišče, on se ne te z njimi prebujal, pač pa je že bil na molitvi. In zavolo toga, kad so učenci vse to doživljali, vse to spremljali več kot 3 leta, je tudi za njih postala to stalnica. Tudi za njih je to gratalo nujno potrebno. V apostolski delaj 1.14 tako štejmo, je tako zapisano. Vsi ti, prej so naštete apostole, vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Jezusovi učenci so se, kad tako povem, nalezli Jezusovga zgleda in so tako nadaljevali tudi v svojoj vsakodnevnoj službi, v službi širjenja evangelija. In da spremljamo Jezusovo življenje, te opazimo, kaj ga je molitev spremljala vse od krsta. Znamo, kaj je po krsti prišla puščava, skušavec. In molitev ga je spremljala vse do križa. Vse do tistih zadnjih trenutkov njegovega življenja. Celi čas je Jezusa spremljala molitev, dragi moje, to je za vsakoga med nami izziv, kad tudi mi strajamo vedno v molitvi. Kad strajamo vsake dan znova in znova v vsakoj situaciji v molitvi. To da je garancija za eno zmagovito krščansko življenje. In ob enoj priložnosti, da so učenci videli, da so tako opazovali Jezusa v molitvi, so ga prosili, naj jih navči moliti. Naj tudi njih navči moliti, kako naj molijo. Naj jim da smernice, kakšen stav zavzeti v molitvi. In te njim je Jezus pravo tako. Vi torej molite takole. V Mateji 6. tale od 9. pa do 13. vrste imamo tako zapisano. To molitev preštejmo iz prekmurske Kuzmičove Biblije. To je naš stari domači jezik, šterega mi ještě razumemo, pa tudi znamo šteti. In tudi tako piše, Kuzmič je tako napisal. Oče naš, ki si v nebesaj,
sveti se Tvoje ime, pride kraljestvo Tvoje, ali naj pride Tvoj sveti duh na nas in nas očiste. Bojde vola Tvoja, kak je v nebi, tak i na zemlji. Kruja našega vsakdanejšnjega, ali za življenje potrebnoga, daj nam ga gnes i odpusti nam dolge naše, kak i mi odpuščamo dužnikom našim. I ne vpelaj nas v iskušavanje, nego oslobodi nas od hudega. Ar je Tvoje kraljestvo i moč i dika na veke. Amen. Amen. Gledajte, vsi poznamo to molitev. In deca, že mala deca, se najprve lekaj navčijo to molitev. Tu mi smo našo deco, vse 4 pojbe, najprve včili to molitev. In dok so se jo vypan in vrđen tu zapomnili. In za mnoge kristjane je to najvažnejša molitev. Molitev Oče naš je mišljena kot zgled, kot vzorec, ko molitev naj vsebuje in kakšen je naj vrstni red v molitvi. Če smo pozorni, da štejmo to molitev, da gledamo to molitev, če smo pozorni, temu videli, temu opazili, kaj je molitev razdeljena v 2 dela in pa kaj vsebuje 6 prošenj. 3 prošnje, 4 so v prvem delu, 9 pa 10 veršoš, se nanašajo na značaj in pa na vladanje Boga. Najprej se moramo zavedati, s kim, kaj tako povem, imamo mi v molitvi opravek. Drugi del molitve Oče naš pa se nanaša na naše osebno življenje. Tu so zavzete prošnje, ko se tiče naših osebnih potreb. In v prvem delu molitve Oče naš nas Jezus spomni na to, s kim gučimo, s kim mi imamo v molitvi razgovor. Prihajamo pred živoga, vsemogočnega Boga, štere pa je tu naš nebeški Oče. Zato prihajamo v molitvi, prihajajmo v molitvi pred njega v preprostosti, pa vseeno v ponižnosti, zavolo toga, ka on je naš stvarnik. In on pričakuje od nas, od svoje dece, pričakuje, ka živimo v svetosti in to njegovo svetost naj tu razglašamo. V molitvi nam ne je potrebno moliti za Božjo svetost, ka bi Bog bil bolj sveti, ka bi grato sveti, temveč, ka bi mi ljudje imeli njega za svetoga, ka bi ga poznali kot svetoga, ka bi ga sprejemali kot svetoga, pravičnega Boga. Naslednja prošnja v molitvi Oče naš je, ka naj pride njegovo kraljestvo. Ko to pomeni? Ko to pomeni, ka naj pride njegovo kraljestvo? Gdje je Božje kraljestvo? Če ga pa na niti eden zemlje vidi, ne ga označenoga. Sam gledal, sam preveril, pa ga ninder ne ga označenoga. Vtipkajte v Google Map, če ga mogoče vi najdete. Noter probajte vtipkati, če se mogoče gir skriva. Ne mu ga našli tu na zemlji. Zavolo toga, ka Božje kraljestvo je tam prisotno, gdje Bog kraljuje, tam gdje je Bog kralj, gdje je Bog vladar in to je človekovo srce. Bog že kraljuje nad milijonami ljudi. Nad milijone in milijone ljudi Bog že kraljuje, torej Božje kraljestvo že obstaja in, dragi moji, jaz sem že prebivalec toga kraljestva. Haleluja! Jezus je v Lukači 17. ali 20. pa 21. veršu štok pravo.
Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujali pozornost. Tudi ne bodo govorili: glejte, tukaj je ali tam je. Kaj ti glejte? Božje kraljestvo je med vami, je v vas. Aleluja! Bog je naš nebeški oče in ne diktator, zato leko njegovo kraljestvo pride samo ta in samo te, če ga mi, posamezniki, povabimo v svoje življenje. In pa seveda, če pristanemo na spremembe, štere on želi vpeljati. Da se kjer menja oblast, te pride do sprememb. Če je prejšnja oblast delala na tej način, te se druga oblast trudi delati na drugi način. In isto tako je z Božjim kraljestvom. Da Bog pride v človekovo življenje, te napravi spremembo. In kako lahko do toga pride? Do te spremembe lahko pride tako, če pride na nas Sveti Duh in nas očisti. Napravi iz nas eno novo stvaritev. In dragi moji, molitev, ta prošnja, pride tvoje kraljestvo, človeka, štere to molitev mole, najbolje obvezuje. Če si resno želimo in če iskreno povejmo to, prosimo to, ka naj pride Božje kraljestvo, te se moramo za vsako ceno odpreti Bogu in se popolnoma podrediti njegovoj voli. Dragi moji, molitev se ti nadaljuje z naslednjo prošnjo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. In to dvoje je zelo povezano s prošnjo, naj pride Božje kraljestvo. Zelo povezano je to, kajti gdje je Božje kraljestvo, tam se izvaja njegova vola. Amen. Posebej zdaj v časi pandemije koronavirusa si ljudje na nikši način želejo, hrepenejo za tem, kaj bi na zemlji bilo Božje kraljestvo, kaj bi tej virus bil odstranjen. Ja, v Božjem kraljestvu nega bi tega. In zato si ljudje želejo na nikši način, kaj bi tu ne toga bilo, kaj bi ne bilo toga trpljenja. Ali drugo dejstvo pa je, kaj se ljudje ne želejo podrediti zakonom Božjega kraljestva. Ali to dvoje pa ne ide v kuper. To dvoje ne more biti v kuper. Želite si Božje kraljestvo, ne se podrediti Božoj voli. Dragi moji, molitev Oče naš nam sporoča, ka imamo v nebesaj Očo, šteri je sveti. In on si želi imeti z nami eden pravi očetovski odnos, šteri je glih tok utemeljene na svetosti. Naj bo torej naše vsakodnevno hrepenenje potom, ka v vsem izpolnimo njegovo voljo in mu tako pripravljene za njegovo večno kraljestvo. Amen. Da vas Gospod vode in blagoslove v vaših življenjih, ka bi si vkuper dosegnili to nebeško večno kraljestvo. Nebeški Oče, hvala ti za vse dobro, s kim si nas ti blagoslovo. Hvala je tebi, nebeški Oče, ka si dal tvojega sina Jezuša, šteri je garancija za večno življenje. Hvala je tebi, Jezuš, dragi, ka si prišel, ka si odplačal ceno mojega dolga, ka si odplačal ceno mojih grehov, ka sem leko deležnik nebeškega kraljestva. In hvala je tebi, ka si to ne samo včinil za enoga človeka,
pač pa za vsakoga človeka. I hvala je Tebe, nebeški Oče, kad nam po duhi Tvojom razodevaš to potrebo po spremembi v našem življenju. In Duh Sveti, hvala je Tebe, kad Ti že delaš spremembo v naših življenjih in si v mnoge življenja že to včinil. Duh Sveti, ga te prosim, kad se dotekneš vseh naših življenj in nas vodiš, kad bi za istino prišli do toga večnoga nebeskega cilja. Pri Tebe, Bog Oče, Bog Sin, Bog Duh Sveti. Daj nam moči, kad izpunimo Tvojo voljo, tako kot je v nebi, tako tu na zemlji. Amen. Amen. Molitev, obvezno orodje vsakšega krščanika, vsakšega vernika. Zato, ker molitev je glavni način komunikacije z Jezusom Kristusom, našim vsemogočnim Bogom. Čestitke in obvestila. Za rojstne dneve čestitamo Leji Matkovič, Kalebi Hajdenjak, Martini Lang in pa Marti Šarkan. Božji blagoslov želim vsem vam. Naslednji kering ob 7 so ponovno molitvena bogoslužja po skupinah, kjer je pripravila Samuel. Ostale večere, ko ste tu prisotni, pa seveda molitve v družinskem krogu. Za zaključek bomo še spopevali nam najljubšo pesem o molitvi. S slovenske pesmarce 629. K Bogu se zatekamo z našimi željami, z našo žalostjo in obupi. Pri njem iščemo tolažbo in veselje. In to je tej sladki čas molitve, kdo smo sami z odrešenikom. O sladek čas molitve, čas usmirja k nebu moj obraz, pred Božji prestol vabi me, povim vse želje njemu le, ko žalosten obupan sem, tolažbo najdem le pri njem, skušnjavec čisto je odšel, ko čas molitve je prišel. O sladek čas molitve, čas na krilih nosi prošen glas, Gospod moj čaka tukaj me, da k njemu zdaj zatečem se. K molitvi rad prihajam jaz, kjer Bog odkriva svoj